Dober dan, to je N1 studio. V dneh, ko Slovenija ponovno trepeta zaradi obilnih padavin, ko marsikdo to noč ni zatisnil očesa, se počasi izrisuje tudi slika, kako bo potekala obnova po najhujši naravni katastrofi, ki je zadela našo državo. Ne le nove hiše, treba bo graditi tudi ceste, mostove in drugo infrastrukturo. Ta odgovorna naloga je bila zaupana enemu od najbolj znanih in cenjenih gradbenih inženirjev pri nas. Gospod Marjan Pippenbacher, predsednik Vladnega sveta za obnovo. Dober dan, dobrodošli na N1. Pozdravljeni. Inženir Pippenbacher, kot rečeno, spet s tesnobo gledamo v nebo, kar nekaj težav je bilo v bistvu v Sloveniji že včeraj in ni še konec. Morda za začetek, kaj se dogaja na terenu, v kolikšni meri bo to zdajšnje deževje vplivalo na obnovo, ki je bila zaupana vam in vašemu svetu za obnovo? Glejte, svet za obnovo je v bistvu svetovalno telo, ne? To se pravi, mi ne izvajamo operativno, da se razumemo. Kar se pa tiče terena, bi rekel, vse te padavine, ki so zopet povzročajo, bi rekel, eno veliko nelagodje, strah pri ljudeh, ne. Praktično Savinja, ne, v normalnih razmerah pripoplavlja tam pri cirka 100 litrih po kvadratnem metru. V teh razmerah, kot je pa danes, v bistvu, ko so struge poškodovane, brežine, vse ostalo, je pa že ta nevarnost nastaja, bi rekel, pri 30 do 50 litrih, bi rekel, po kvadratnem metru. Tako da ljudje so pripravljeni, vidim, civilna zaščita je šla v akcijo, to je v redu, civilna zaščita v bistvu dobro deluje, gasilci, vsaka jim čast, bi rekel, to, kar so napravili. Glavnem, treba še te par dni bo treba potrpeti, da v bistvu tale frontalni val zopet zapusti Slovenijo. Ja, kot smo slišali včeraj na terenu pri županih, pri civilni zaščiti, gasilcih, v bistvu tisto, kar najbolj skrbi, so v tem trenutku hudourniki. Ne toliko ti glavni vodotoki, ampak pritoki. Ne? Glejte, problem hudournikov je v tem, ne, da v bistvu poteka skozi gozdove, ne, in ogromno teh dreves se je porušilo. Ne. To so žledolomi, neurja, močni vetrovi. In ti hudourniki v bistvu prinašajo ogromno tega balasta v reke. Ne. In v bistvu na neki način polnijo reke tudi, bi rekel, z muljem, z vsem ostalim. In seveda potem v Savinji ali pa v Meži ali pa po teh rekah v bistvu to drevje se potem zabija v rečne opornike, ne, predstavlja eno bariero. Hidravlični profil se bistveno zmanjša, voda mora ostati, pretok se mora osigurati in seveda voda si najde svojo pot, spodkoplje opornike, poruši mestne podpore in tudi padle par mostov. Ja, imate morda že kakšno številko? Glejte, DRI v bistvu je pregledal, sploh kar se tiče na državnih cestah, 254 mostov, ne. 79 je takih, v bistvu, kjer so pač, bi rekel, te poškodbe v glavnem na nasipih, to se pravi na priključnih nasipih, na mostove. 16 je na neki način poškodovanih z ozirom na vse to plavje, ne, ki je bilo poškodovalo ograje, poškodovalo te obešene inštalacije. Štirje so pa se seveda porušili. No, zanimivo je, ne, da vsi ti mostovi, ki so bili grajeni praktično pred 20 leti, vsi ti mostovi ostajajo. Ne. Rušili so se mostovi, ki so stari 30 do 50 let, ne, ki so bili postavljeni oziroma dizajnirani v popolnoma nekih drugih hidroloških pogojih. Imeli so manjše odprtine, imeli so mestne podpore. In seveda je prišlo pač do rušitev teh mostov. Medtem ko vse to, kar je zgrajeno praktično v nekem novejšem obdobju, to je vse ostalo brez problema. Ne. In eno od takih starejših je tudi tu, v Stranjah pri Kamniku, ki ga je odnesla Kamniška Bistrica. Zdaj, če greva k delu vašega sveta. Član vašega sveta je tudi hidrolog Rok Fazarinski, pa ob tem vodi še svet za vode pri ministru za naravne in vire in prostor Brežanu. Za vaš svet pa gospod Fazarinc pravi, delo mora biti zelo operativno, potrebno bo spremeniti nekatere uredbe, pravilnike, na podlagi katerih posegamo v vodotoke. Kako ste zdaj v bistvu to delo zastavili? Kakšne konkretno bodo v bistvu tudi vaše pristojnosti? Glejte, ta svet ima trenutno 14 članov, ne. Razširili še ga bomo s članami iz Geološkega zavoda Slovenije in pa iz ZRMK-ja. Mi smo v bistvu
svetovalno telo. Ne. To se pravi, jaz sem poskušal v to ekipo povabiti strokovnjake, to se pravi ljudi, ki se bavijo z mostovi, ki se bavijo s cestami, ki se bavijo z prostorskim planiranjem, seveda hidrologi so trije, Banovec in Fazerinc v bistvu tudi malo ločeno pokrivata te vodotoke, da je ta informacija v bistvu vedno zelo aktualna, vedno zelo direktna. Rekel, naša naloga je, bi rekel, taka kot je, ne. Mi imamo prvo smo napravili eno analizo stanja. Ne. Analiza stanja je pa taka, ne. Glejte, evropska direktiva 2670, v bistvu 2760, preko na prvih straneh pravi, ne, poplave so naraven pojav, ki se jih ne da preprečiti. Ne. Ti nikdar ne veš, ne, koliko bo zopet, bi rekel, pri naslednji poplavi, koliko bo padavin. Ne. Mi lahko predvidevamo. Ne. V bistvu, če se pogledamo v Slovenijo, jaz sem šel pogledat za 100 let nazaj. Ne. Mi smo praktično imeli poplave, če pogledam leta 24, 25, 26, 54 so bile katastrofalne poplave, praktično v Celju oziroma tam v Škofji vasi je voda bila visoka 3 metre, 72 Mura, november 90, po celi Sloveniji pade 96 mostov, 1200 plazov, 190 hiš uničenih, poškodovanih 5000, potem 2000 lok pod Mangartom, 2007, ne. Vodotoki, to se pravi, problem je, ne, bi rekel, ljudje tudi umirajo, ne. Ljudje tudi umirajo, ne, se ne pravi čas umaknejo, ne. Jaz mislim, da tokrat je civilna zaščita odigrala eno zelo dobro vlogo, ne. Mislim, zelo so bili agilni, ne, tudi, kar se tiče tudi varnosti, teda te stvari so v bistvu izredno pomembne, ne. In pol v bistvu ena analiza, ne, v bistvu kaj je narobe, ne. Kaj je narobe? Ne? Narobe je v bistvu, ne, da se vsa ta država je sprejela zakone, da bi rekel, država je locirala določena sredstva, ampak kaj je, ne, da se v bistvu vse te dela pri sanacijah vodotokov, da v bistvu niso zaključene. Glejte, ljudje razmišljamo pozitivno, ne. In hitro, ne, po 2-3 letih, bi rekel, ta spomin bledi, ne, in takoj se zopet začnejo pritiski, da se bi začelo graditi na poplavnih območjih, ne. Vidite, vse je bilo na neki način, po teh študijah, ki so bile takrat napravljene, ne, je bilo v Sloveniji v bistvu rezerviranih 80 poplavnih območij, ne. In to, kar je Banovec v enem intervjuju, Primož Banovec, hidrolog, v enem intervjuju lepo povedal, ne, glejte, večji problem, ne, kot je bilo zagotavljanje sredstev, je bil problem za ljudi, ne, ker ti si moral v bistvu rezervirati ten prostor, ne, in eno bistveno spremembo bo treba tudi napraviti, ne. Vodi bo treba pustiti prostor, ne. Mi smo vedno vodi imeli prostor, ne. Ne gre drugače, ne. Včeraj smo se pogovarjali, Celje ni zalilo tokrat, ne. Ampak v bistvu, zakaj ga ni zalilo? Ne? Ker se je voda razlila, bi rekel, v Malih Braslovčah, pri Letušu, potem nad Celjem, ne? Če se to ne bi zgodilo, ne, bi se tudi Celje zalilo. In ena ključnih stvari, ki bo treba narediti, ne, bi rekel, vodotoke bo potrebno celostno urediti, ne. Treba bo narediti, osigurati poplavna območja, treba bo razmišljati o zadrževalnikih, ne. Brez tega ne gre. Glejte, to je enako, kot je na železnikih, ne. V bistvu, ne, tam je v bistvu se gradi ta zadrževalnik, ne, in bi rekel, ta ogromna količina vode, ne, te enostavno ti vodotoki, enostavno, bi rekel, hidravlični profili tega ne prenese, ne. In to vodo je treba v bistvu loviti in potem jo kontrolirano spuščati, ne. In jaz upam, bi rekel, da tokrat, ne, vlada je tu dosti dobro odreagirala, moram reči, na vseh ministrskih nivojih, od problemi z gospodarstvom, do infrastrukture, do okolja, ne. In sve, bi rekel, te stvari bo pa tokrat treba speljati, ne. Tudi mislim, da je ena zelo dobra stvar, poglejte, tokrat von der Leyenova je bila tu, ne. To se pravi, na neki način zagotovljena boja sredstva, ne. Glejte, 100 plus 300, 400 milijonov ni malo, ne, za revanje vodotokov, ne. Če je, na primer,
v lanskem letu se je dalo okrog 90 milijonov, bi rekel, na leto vzdrževanja, ne. Torej, to je zelo važno, bi rekel, bolj prija tudi ta denar, bi rekel, za okrevanje. In jaz pravim, ne, če se bo te stvari pravilno napravlja, dobro napravlja, ne, potem lahko tudi, bi rekel, je nekaj sploh, ne vem, za Korošce, za Savinjsko, bi rekel, dolino ob Savinji, ne, ki je ena prelepa stvar, Logarska dolina, biser Slovenije, ne. Bi rekel, lahko to pomeni neki revival, bi rekel, spet novo oživljanje, ne, lahko se ta reka uredi in pa moram se pozavedati, ne, da riziki, ne, absolutne varnosti ni, ne, absolutne varnosti ni, ne. Poglejte, kaj se dogaja v Kaliforniji, ne? V desert, v dolini smrti, cvetijo. Za celo leto dežja so dobili v nekaj urah, ne? Ja, tako da bi rekel, stvari vseeno, ne. Važno je, ne, da bo tokrat, ne, bi rekel, zares se pristopilo celovito k reševanju poplav in vsega tega, kar je s tem povezano. Vi pravite, da je treba združiti vse vidike obnove, inženirskega, pravnega, ekonomskega, političnega. Kako boste to dosegli? Ali imate potrebno avtonomijo strani predsednika vlade, ki vam je zaupal to nalogo za to? Glejte, jaz sem to sprejel, ker sem smatral, ne, da to je najmanj, kaj lahko, bi rekel, naredim v teh območjih, mislim, v tem času. Avtonomija. Glejte, mi smo svetovalno telo, ne. To se pravi, mi bomo to napravili analizo, svetovali, bi rekel, iskreno, to se pravi iskreno, kar je potrebno, na politiki pa je, ne, da o tem odloči in pa potem seveda, bi rekel, da tudi to spelje, ne. Kaj, če vaši predlogi, vaše rešitve ne bodo upoštevane? Kaj potem? Boste vztrajali ali boste rekli, prav, mi smo pač vam rekli, kaj treba narediti, odgovornost je pa zdaj vaša? Glejte, jaz mislim, da po tem razgovoru s predsednikom vlade, ne, vidim, da je v bistvu, da se stvari zelo resno pozastavljajo. Bi rekel tudi državni sekretar, ne, Šefic, ki je postavljen, moram reči, da zelo resno je pristopil k tem stvarem intenzivno. Glejte, Slovenija ni več možnosti še enkrat ponavljati to igro, ne. Glejte, ta igra se ponavlja praktično, če pogledamo malo skozi zgodovino, vsakih 10 let, ne. Pa še podnebne spremembe zdaj. Ja, to pa tak, ne. In ta denar, ne, ki ga je gospodarstvo izgubilo, ne, če pogledate te firme, bi rekel, v Nazarih, ne, 100 milijonska škoda, ona škoda. Glejte, če mi ta denar vložili v vodotoke, ne, bi danes imeli stvari drugače rešene in drugače speljane, ne. To, kar je bilo v bistvu tudi rečeno, da se boste morali ukvarjati s spreminjanjem ali pa predlogi spreminjanja uredb, pravilnikov, za katere tu točno gre? Kaj bodo morali določati po novem, če tako vprašam? Glejte, mi jih ne bomo spreminjali, mi bomo, bi rekel, samo dajali sugestije, dajali bomo predloge. Prvo, kar je, ne, bi rekel, morali se bo urediti poplavna območja, ne, zadrževalniki. Potreba bo izvesti korenite posege, ne. Bi rekel, na določenih območjih pač ljudje, bi rekel, ne bojo morali živeti, ne. Poglejte, pri malih Braslovčah, pri Letuših je praktično nemogoče zaščititi te hiše, ne. To je tam nekih 150 hiš, ki je poplavilo, ne. In bo treba pač na neki način najti dodatne neke druge lokacije, kjer se bojo, bi rekel, ljudje preselili, druge možnosti enostavno tam ni, ali pa, bi rekel, da se bojo postavile hiše, ne, to se pravi, da se bo namensko projektiralo hišo, ne, ki bo lahko, bi rekel, na poplavnem območju, to pomeni, da so ti spodnji kletni prostori bojo projektirani na ta način, da v bistvu lahko te poplavijo, hiša itak ni problem stabilnosti, se da zelo dobro zdimenzionirati. Ampak ljudje, v bistvu, o tem bo moral nekdo odločati, ne, brez tega ni nič. In to bo politika, to je ravno ta primer, ki ste ga omenili, v bistvu v Braslovčah, kjer želi župan preseliti 2 naselji, okoli 150 hiš, kot rečeno. Se boste tudi vi ukvarjali s temi postopki, boste vi iskali primerna območja ali to ni domena vašega sveta? Ne, gledajte, to je domena stroke, ne.
mislim... No, ampak se pri vas ste pa sama stroka, ne? Vse smo sama stroka, ne? Ampak bi rekel, zato bi rekel nekako ta linija postavlja nekih 3 nivojih. Ne? To se pravi eno svetovalno telo, potem je ta nivo, vladni nivo, ne? Z ministrstvom in z vsem, ne? In pa tisto, kar se mi zdi zelo važno, država bo spostavila, bi rekel, tehnične pisarne. Ne? In te tehnične pisarne, ki bodo delovale v okviru DRI-ja, ne? Bi rekel, one so tiste operativne, ne? Ki bodo morale te stvari v bistvu peljati. In te tehnične pisarne bo treba postaviti regionalno, Koroška, Savinja, Škofja Loka, Vipavska dolina in vse ostalo. In v teh tehničnih pisarnah se bodo morali formirati ene ekipe, ne? Ene ekipe, ki bodo dovolj strokovne, ki bodo znale te stvari bi rekel, kasneje tudi speljati. Tisto, kar je, ne, seveda zakonodaja se bo morala se bo spremeniti, ne, morala se bo spremeniti, ne samo v okviru tega, da se zagotavlja denar, ne, ampak v bistvu, da se potem ti ukrepi dejansko speljajo do konca, ne. Treba bo tudi razmisliti, kaj je s koncesionarji, ne. A so se čistile reke, so se čistile brežine, so se čistili gozdovi, ne. Bi rekel, velik krivec, ne, da se razumeva, ne, narava z svojimi podnebnimi spremembami, če se zdaj mislim, da je zdaj nam vsem jasno, ne, da tu več ni heca, ne, če smo še pred 10-15 leti to samo poslušali, ne. Na eni strani je narava, ne, ki postaja vedno bolj radikalna, ne, vedno bolj radikalizira, bi rekel, ta svoje obnašanje. Na drugi strani je pa človek, ne. Na drugi strani bi bil človek, ki je vedno bolje mal, bi rekel, vodam in naravi prostor, ne. In moralo bo priti pač do nekega konsenza, ne. Ja, v bistvu ste že odprli nekako naslednje vprašanje. Minister za naravne vire Uroš Brežan je za Dnevnik povedal naslednje. Vse zmogljivosti, ki jih imamo na voljo, moramo usmeriti v to, da se vodotoki očistijo in da se zagotovi njihova pretočnost, da ne bi bilo katastrofe ob jesenskih deževjih. Ampak v isti sapi pa priznava, ta hip na vodotokih še nimamo zadosti zmogljivosti, da bi lahko v sklopu interventnih ukrepov izvedli vse potrebne aktivnosti. Tudi župani opozarjajo na točno to. Kako torej do teh novih zmogljivosti se boste ukvarjali tudi s temi vprašanji? Glejte, občina, ne? Občina ima koncesionarje, ne? Z njimi imajo pogodbe, ne? To se pravi, če se tebi pojavi dodatno delo, ne? To se pravi, dejansko je treba potem tudi pripeljati stroje, ne? Kaj danes manjka? Danes manjka težka mehanizacija, ne? Manjka težka mehanizacija dol pri Ljubnem, praktično Savinja, ne? Tam je Savinja praktično nasula 1 meter, ne? To se pravi, to je 60 kubičnih metrov materijala na tekoči meter krat, ne vem, 3 kilometre, 20, 30, 40 tavžen kubikov bo treba v bistvu odstraniti, da se bo pač nivo pretokov ohranil, ne? Glejte, tu bo moralo priti, bi rekel, do neke generalne komande, ne? Ker v bistvu tole, kar je zdaj bilo, na začetku je bil šok, ne? Tudi to, kar so se, bi rekel, pripeljali Nemci, Avstrijci, Madžari, ne? V bistvu to je trajalo teden, 2, ne? V bistvu oni so se zdaj umaknili, ne? Ampak gledajte, vse slovenska gradbena operativa je že neki recovery v tej operativi, ne? Ta operativa je opremljena za stroje, ne? Samo to operativo, ne? To se pravi, ta del operative za težko mehanizacijo bo treba poslati na reke, ne? To bo moral zdaj, bi rekel, nekdo poslati, ne? Imeli pa smo tudi primere, morda tu najbolj železniki stopajo, ko župani recimo niso čakali na državo in so na lastno pest posegali v vodotoke, s tem sicer kršili zakon, ampak tako pravijo, tako sodijo, preprečili najhujše. Zdaj tu so še debate, a ne? Kako se boste v bistvu, če se boste spopadli s takšnimi primeri, kaj glede tega v bistvu vi sporočate županom? Glejte, župani so predsedniki vlad, bi rekel, na svojih področjih, ne. Imamo pa v Sloveniji, bi rekel, en blazno velik problem, ne. Glejte, mi smo imeli leta 1994 62 občin, ne. Danes jih imamo 212, ne. In te občine so v bistvu razdrobljene, ne. Te občine so razdrobljene, v bistvu oni nimajo, bi rekel, neke velike operativne moči. Veliko operativno moč ima, bi rekel, velike občine, ne.
razdrobljene so v svojih strukturah, razdrobljene so v svojih, bi rekel, občinskih planih, ne, in vsako stvar, ki hočeš narediti, ne, v bistvu na neko področje pomeni, je potem takoj treba 5 občin. In naprimer, tako kot je za Koroško, ne, pa za Savinjo, ne, v bistvu to bo treba bolj razmišljati pokrajinsko, ne. To se pravi, bo treba postaviti v okviru, ne, to je strašno važno, v okviru tehnične pisarne, ne, bo treba, bi rekel, peljati eno globalno vizijo, ne, kaj narediti, bi rekel, na tem delu Koroške, z Mežo, vsem, in pa seveda za Savinjo, ne, z vsemi temi občinami in z vsemi problemi, ne, ki bojo tudi z ljudmi, ne, ki bo treba, bi rekel, neko zemljo pač prepustiti vodi, ne, to bo velik problem, ne, ljudje so tu zelo uporni, tako da to je to. Ja, ko so že odprla koncesionarski sistem, ne, tudi včeraj, ko sem bil na terenu, ves ta praktično gorenjski del, sem se pogovarjal z župani in vsi so praktično opozorili na težave, ki jih imajo s tem koncesionarskim sistemom. Pojavljajo se tudi že pozivi, da bi za to potrebovali celo državno podjetje, podobno kot je bilo recimo takrat podjetje za urejanje hudournikov PUH, ne. Ali se boste ukvarjali tudi s tem vprašanjem in za kakšno rešitev se v bistvu tu zavzemate? Glejte, osebno, ne, pa tudi verjetno, bi rekel, ta svet, jaz mislim, da razmišlja, da država vseeno bo morala imeti malo večjo kontrolo, bi rekel, nad rekami, ne. Malo večjo kontrolo nad rekami, ne. Glejte, včasih, tako kot je včeraj Banevec rekel, ne, včasih so bile vodne skupnosti, ne, in je bil, bi rekel, na tem področju malo večji red. Glejte, danes so pa koncesionarji, ne. Koncesionarje dobiš, bi rekel, na javnem natečaju. Ne? To se pravi, edini kriterij, ki je danes na javnem natečaju, poleg tistih osnovnih referenc, je seveda cena, ne? In seveda, ne, to je, ne, kaj zdaj koncesionarji nudijo, ne? In na koncu, ne, gledajte, to so podjetja, ne, ki pač poslujejo na koncu tudi po tržni logiki, ne? To se pravi, posluje na način, da bi rekel, koliko pač gre za čim manjšimi stroški, ampak tu je zopet država, ne? Država je tista, bi rekel, ki je morala kontrolirati, ne, vse čistijo reke, ne, imamo inšpekcije, imamo vse ostalo in bi rekel, zdaj je možnost, ne, za neki restart, bi rekel, na tem področju in da ljudje, ne, v roku, ne vem, leto dni, da bojo rešeni ti akutni problemi, medtem ko samo urejevanje reke, ena kompletna obnova, gledajte, to bo trajalo par let, to se ne bo zgodilo takoj, ne. Več kot samo en vladni mandat, ne, kot tudi že nekaj opozarjajo, ne. Ja. Zdaj, vaša specialnost so seveda mostovi, potem vas najbolj poznamo. Ves čas poudarjate, v hudourniških vodotokih podpore mostov ne smejo biti v strugah. To sicer podraži gradnjo za 10 do 20%, a je ključno. Zdaj, ali bo država, a imate zagotovila, da bo država zagotovila ta sredstva, da bodo mostovi takšni, kot morajo biti? Glejte, jaz osebno bom pripravil en predlog smernic, ne, za te mostove. In gledajte, če se za te mostove potem pripravijo tehnične specifikacije, ne, pomeni je potem, in če so te tehnične specifikacije v tenderu za gradnjo mostov, pomeni, da bodo ti mostovi taki, ne. To se pravi, vsi bojo morali imeti globoko temeljenje, bi rekel, brez izjeme, ker pogledajte, 2/3 teh mostov, ki se je rušilo, se ni rušilo niti zaradi umestnih podpor, ne. Rušilo se je, ker mestne podpore so navadno bile bolj pazljivo temeljene, ne. Večji problem je bil z krajnimi uporniki, ne, ponavadi plitvo temeljenimi, voda je segala, plus tega ti uporniki so bili vedno potegeni še malo v rečno korito, to se pravi, ti si zaprl ta vodni hidravlični profil, si zmanjšal, ne. Voda je šla, voda je vrtinčila, ne, in upornike spodeli. In enostavno uporniki so se dobesedno zapeljali v reko. Mostovi, naprimer, ki so imeli tudi krajne upornike, globoko temeljene na pilotih, ne, so uporniki ostali intaktni, ne. Nasip se je v bistvu odpeljal, ampak ta nasip ti v bistvu hitro obnoviš. Minister Brežan tudi pravi, da imamo pri nas zelo sektorsko mentaliteto, da posamezni sektorji ne vidijo prek meja svojega resorja, ne vidijo celote, vsak je zaprt v svoji zakonodaji, svojih predpisih.
pravi. Zdaj, glede na to, da boste vi, bom rekel, se morali ukvarjati zelo široko z vsemi temi sektorji, ne, ali imate vizijo, kako te stvari preseči? Glejte, to je naloga predsednika vlade. Ne? To je naloga predsednika vlade v bistvu in, bi rekel, urediti te stvari na ministrskem nivoju. Ne? Glejte, imamo v Sloveniji tudi en problem. Ne? Gradbeništvo je razdeljeno na 4 ministrstva. Ne? To se pravi, imamo ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za gospodarstvo, za okolje in, kar se tiče varovanja kulturne dediščine, tudi, bi rekel, to. Ne? Treba bo spremeniti tudi filozofijo hierarhije, ne? Hierarhije problematike. Ne? Bi rekel, velik problem pri varovanju vodotokov so tudi civilne družbe. Ne? Mislim, logično, bi rekel, da se bi rekel, je treba graditi, bi rekel, ekološko sprejemljivo, sonaravno, ampak je treba postaviti hierarhijo. Ne? Najprej so življenja, ne? Bi rekel, potem je, bi rekel, ohranjanje ene, bi rekel, ekonomija države, ne? Potem pa v bistvu še prihajalo vse ostalo. In to je stvar, ki se bo pač morala urejati na, bi rekel, na vladnem nivoju. Ne? Inženir Pipenbacher, pri koncu sva, mogoče je vprašanje za vas kot mostograditelja, kar se je pokazalo po 4. avgustu, veliko mostov je odneslo, ampak se je pa veliko mostov tudi med ljudmi zgradilo, ne, ko so z vse Slovenije hodili na pomoč v Črno, na Savinjsko, na Gorenjsko. V kolikšni meri vas je v bistvu to navdihnilo in tudi, ne, ko smo videli zdaj te, bom rekel, zasilne mostove, ko so gradili tudi tujci in naši, kakšno navdušenje je to bilo v teh krajih, kakšen dogodek je to bil, tam so otroci, so pisali pesmice in tako naprej. V kolikšni meri v bistvu se je vas kot nekoga, ki se že toliko časa ukvarja s tem, v bistvu dotaknilo? Glejte, Andrić je zelo lepo napisal. Ne? Pravi, mostovi so vedno postavljeni na teh lokacijah, ki so najbolj potrebni. Njih ni nič zla, ne? Bolj sveti so kot hrami. Ne? Tudi jaz, bi rekel, pri svojih mostovih, bi rekel, jaz jim stalno poskušam dati, bi rekel, eno dušo, poskušam jih postaviti, bi rekel, sonaravno v prostor, tako da bi že tam dolgo bili, ne. In pa tisto, kar je osnovna funkcija, ne, bi rekel, dejansko mostovi, ne samo, da povežejo levi breg, ne, povežejo dejansko ljudi, povežejo narode. Poglejte, kakšna sprememba, na primer, pri mostu Pelješac, ne. Mislim, to je nenormalno spremembo napravilo, ne, pri funkcioniranju. Vsi ti ljudje, ki danes živijo, ne, na Pelješcu, za njih je to nekaj popolnega drugega. In enako bo tudi pri teh mostovih preko Savinje, ne. Te mostove bomo pa morali v bistvu zgraditi tak, ne, da praktično pri bilo kakšni poplavi ne bo smelo priti do poškodb. Morali biti taki, da bomo imeli čim manj vzdrževanja, to se pravi integralne konstrukcije, brez ležišč, brez dilatacij, kvalitetno zgrajene. In pa tudi tisto, ne, morali bomo malo v Sloveniji tudi razmisliti, če malo v drugih tipih mostov. Jaz sem 30 let praktično v Sloveniji projektiral prednapete betonske mostove, kar sem en taki zadnji, ki je res en taki perfektni viadukt Črni Kal, ne. Vse to, kar sem pa preko zadnjih 15 let delal v tujini, sem pa delal jeklene mostove preko Eufrata, 400-metrski razpon, preko Pelješac, v Izraelu, železniški viadukt, to je ten ogromen, kot Črni Kal, ne, betonska konstrukcija. Treba bo malo razmisliti, treba bo tudi, konstrukcijsko, oblikovno konstrukcijsko, malo več joya, malo več veselja v naše, mostove prinesti. Ker gledajte, če je most postavljen na eni lepi lokaciji, ne, on je lahko, tudi ena take doprinese pozitivno k tej krajini. In tu bo pač potrebno mostove narediti, to se pravi, verjetno bo tu več bo tudi ločnih mostov, to se pravi, self-encourage arch bridges, to se pravi mostovi, ki bo imeli lokove nad, ne, spodaj, ravna konstrukcija. Potem, ti mostovi so potem tudi bolj zaznavni v prostoru, ne, imajo samokrajne opornike, gradnja je malo dražja, ampak, veste, cena mostu je sestavljena iz cene
novogradnje in iz cene vzdrževanja. In če imamo, da je life cycle, to se pravi življenjski ciklus enega mosta je 100 let pred nekimi, bi rekel, bolj korenitimi sanacijskimi ali pa rekonstrukcijskimi posegi, pomeni v teh 100 letih bi si mogel investitor na neki način rezervirati še približno 70 do 80% vrednosti investicije za vzdrževanje tega objekta in zaradi tega je strašno važno, kako so ti projekti, kako so ti mostovi dizajnirani. Morajo biti dizajnirani tako, se pravi, z čim manj vzdrževanja, z čim manj sanacijskimi posegi, z visoko kvalitetnimi materiali. In to Slovenija v bistvu pri vsem tem denarju, ki je obljubljen, mislim, da mora tudi dobiti. Ja, ogromno enih naukov v bistvu lahko potegnemo kot država in tudi kot družba iz te strašne ujme. Inženir Pipenbacher, najlepša hvala za vaše gostovanje in seveda uspešno delo pri obnovi vam želim. Ok, hvala, bilo mi veselje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti v zvezi s tem, kako bo potekala obnova Slovenije, lahko sproti spremljate tudi na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.